Vrnimo se v čas ob koncu 80. let prejšnjega stoletja, ko Slovenci še nismo imeli svoje države, ampak smo bili del skupne države Jugoslavije. Takrat se je Jugoslavija spopadala z gospodarsko in politično krizo. Ljudem, ki so jo vodili, ni bilo všeč, da so želele nekatere republike vzpostaviti demokratični sistem in še manj, da so se želele osamosvojiti. Grozili so tudi z vojaškim posredovanjem. Kljub grožnjam so Slovenci in Slovenke že ustanavljali nove stranke in razmišljali o osamosvojitvi. Aprila leta 1989 je krog opozicijskih voditeljev pri Dimitriju Ruplu, ki je bil takrat predsednik stranke Slovenska demokratična zveza, napisal program slovenske osamosvojitve. Poimenovali so ga Majniška deklaracija. Podpisalo jo je več kot 100.000 ljudi, tudi takratne opozicijske stranke in gibanja, ki so se zavzemala za samostojno Slovenijo. 8. maja 1989 je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani shod, na katerem se je zbralo nekaj tisoč ljudi. Ker so ga oblasti prepovedale, so ga imenovali v odprto sejo takratne mladinske organizacije. Ob tej priložnosti je na oder stopil tudi pesnik Tone Pavček, ki je množici prebral zapisano Majniško deklaracijo. Da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. V njej je bilo med drugim zapisano, da bo slovenska država temeljila na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, dovoljenih bo več strank, samostojno se bomo odločili, kako se bomo povezovali z drugimi državami. Deklaracija je postavila temelje slovenske samostojnosti. Zanjo so se nato polnoletni državljani odločili na plebiscitu 23. decembra leta 1990.